Živijo punce, danes sem vam pokazala tale look, ki ga nosim na svojem obrazu, ravno kar je ustvarjen in kar je super, je dejansko, da sem ga ustvarila z izdelki samo ene znamke in to je Rimmel London. Po ta novem je prišla znamka Rimmel London tudi k nam v Slovenijo, česar sem jaz izredno vesela. Predtem sem konstantno kupovala izdelke v tujini in kot rečeno, z njihovimi izdelki sem se danes igrala na svojem obrazu in ustvarila tale čudovit poleten videz, ki je po mojem mnenju primeren tako za sladoled s kakšno kolegico, kot tudi za kakšen večerni izhod s svojo simpatijo. Če te zanima, kako sem ga naredila, glej naprej. Tale poleten look začenjam z njihovo podlago Wake Me Up in sicer vsebuje vitamin C in gre za podlago, ki našo kožo dodatno naredi zbujeno oziroma tako svežo. Moja odtenku 400 Natural Beige. Podlago vedno začnem nanašati na tista mesta, ki so najbolj problematična, torej kjer je rdečica oziroma kjer imamo mozolčke in neenakomeren ten kože. Ker tam želim seveda tudi največjo prekrivnost. Gre za podlago, ki je kar prekrivna, torej dobro je prekrila vse tiste male nepravilnosti rdečice po sredini mojega obraza, ampak dejansko sam občutek je pa izredno lahkoten, kar je pa tudi izredno pomemben sploh za poletne dni, ker nočemo seveda naše kože dodatno obtežiti po nepotrebnem. Rahlo bom nanesla tudi malenkost korektorja pod oči, ker želim seveda, da je ta predel malenkost bolj svetlo kot ostala koža. Poletje seveda je najbolj vroč mesec, zato je potrebno poskrbeti, da podlago zaščitiš oziroma ji podaljšaš obstojnost. In to najboljš narediš z suhim pudrom. Zdaj, velikokrat imamo občutek, da ko bomo nanesle tekočo podlago in potem še suh puder čez, da bomo ustvarili neko tako fasado oziroma težek občutek na naši koži. Ampak to ni res, če je tvoja roka lahka in greš samo nežno po predelih, torej čelo, lička, brada, in pa potapkaš malenkost tudi po nosu, ne boš nič obtežila, samo dejansko podaljšala obstojnost svoje podlage. Tako da to je dober trik in tekom dneva lahko narediš to večkrat, zato da preprečiš vso potenje in maščobo, ki pride iz obraza tekom dneva. Sem pa uporabljala njihov Lasting Finish, 25 ur ne bi zdržal, torej ta produkt na naši koži, jo zaščitil in moj odtenku 05 Warm Honey. Naslednja stvar so naše obrvi. Jaz jih bom rahlo zapolnila z svinčnikom. Dejansko jih bom samo malenkost potemnila, da bodo ostale še vedno naravne, ampak malo bolj izrazite. Če uporabljaš svinčnik za svoje obrvi, je izredno pomembno, da te tudi počešaš. Wow, velika razlika. Tako, obrvi so na mestu in zdaj gremo na naše oči. Jaz bom danes uporabila njihovo 4 senčke paleto in sicer gre za odtenek 02 Smoky Brown. Gre za čudovite take zemeljske tone, torej zlate in rjavkaste in take čokoladne. In se mi zdi, da dejansko pašejo take zemeljske barve tako blondinkam kot temnolaskam, ker so univerzalne oziroma tople in naredijo celoten look tak ženstven. Da pa bojo senčke zdržale na naših vekah tekom dneva, je potrebno nanesti na veke malenkost korektorja oziroma eye primerja. Najprej bomo vzela tole rjavkasto senčko na tak puhast čopič in jo nanesla v pregib svoje gube. Torej pogledam dol naravnost in začrtam pregib gube. Je pa izredno pigmentirana, tako da rajš manj, ker sem to zdaj samo enkrat pomočila in lahko vidite, kakšna je pigmentacija. Naslednjo senčko vzamem tole zlatkasto in tudi najsvetlejšo in jo nanesem v notranji kotiček očesa. Še enkrat vzamem tole najtemnejšo senčko in malenkost tele bakrene zlate
in jo nanesem po spodnji črti. Senčke so nanešene, eyeliner je na vrsti, oziroma po potrebi, lahko ga uporabiš, lahko ga ne. S takim lookom v bistvu niti ni potrebno, če boš tak videz nosila tekom dneva, oziroma če greš ven na kakšen date, zvečer, večerni izhod, potem je eyeliner tista ekstra pika na i, ki poskrbi, da so tvoji očki še malo bolj zadimljeni oziroma ukvirjeni in s tem tudi malo bolj seksi, ok? Uporabila bom pa njihov eyeliner in sicer Scandal Eye se imenuje, Thick and Thin Eyeliner, in jaz ga bom danes nanesla samo po zunanjem delu svojega očka. Torej samo toliko, da se mi sam pogled odpre. Ok, ko sta obe črti približno takšni, kot smo si jih zamislili, je na vrsti maskara in jaz tole maskaro uporabljam že kar nekaj časa, torej je ne testiram zdaj prvič. Je njihova Lash Accelerator Endless maskara. Noter ima neka vlakna oziroma nek kompleks, ki naredi, da naše trapalence rastejo, stanejo daljše in skratka nek serumček, ki pospeši rast trapalence, ok? In vedno pravzaprav, ko posežem po tej maskari, me nikoli ne razočara. Tudi na spodne, trapalence ne pozabim. In zdaj vse, kar nam še ostane, je ena lepa poletna šminka in tale je res krasna. Gre za rdečkasto oranžen odtenek, če mi jo pokažem na roki. Zgleda takole, skoraj isti odtenek kot moj body. In naj te izbira takšnega odtenka ne ustraši, zaradi tega, ker dejansko oranžkasti toni v rdečih šminkah poskrbijo za to, da izpadeš malo bolj sveža, malo bolj poletna. Jaz sama vedno poleti, ko se odločam za rdečo šminko, vedno poskrbim, da ta ima malenkost tega oranžnega podtona, oziroma da gre za še bolj oranžno šminko, ravno zaradi te svežine oziroma tega poletnega občutka, ker res izpade vrhunsko. Gre za njihovo kremasto šminkico kolekcije Kate Moss, manekenke Kate Moss, te so tudi najbolj razprodane in najbolj popularne, je pa v odtenku 12 in ne vem, kaj so dali v njo. Poleg tega, da je izredno taka mehka in vlažilna na mojih ustih, tudi neverjetno diši. S tem punce je videz tudi zaključen. Kako vam je všeč? Vsi izdelki še enkrat so znamke Rimmel London, ki je po novem prišla tudi k nam v Slovenijo. Najdeš jo v prodajalnah DM in absolutno prečekiraj njihov regal, ker ti zagotavljam, da boš našla kakšno fajn zadevo za poletje zase in vstopila v ta čudovit vroč mesec še bolj zapeljiva. Vidimo se v naslednjem videu, punce, takrat bodite fajn, uživajte v poletju, jejte sladoled, pijte limonado, bodite zdrave, lepe, nasmejane, do naslednjič. Čau!